Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vsako leto podeli Jesenkovo nagrado za življenjsko delo posamezniku, ki ga komisija prepozna za izjemnega kolega. Letos je to kolega Marko Petrič, profesor na oddelku za lesarstvo, ki je izjemen na vseh področjih svojega delovanja, povezano s svojim službenim življenjem. In sicer je izjemen pedagog, ima tudi veliko mednarodnih doktorskih študentov, izjemen je pri pridobivanju raziskovalnih projektov, tako domačih kot tujih, kar se odraža tudi v njegovi bogati bibliografiji. Po osnovni izobrazbi je kemik, tako da je s tem veliko doprinesel k interdisciplinarnosti našega raziskovanja in tudi študija. Je odličen pedagog in vrhunski raziskovalec, predvsem pa tudi odličen strokovni ekspert za področje premazov, površinske obdelave in nasplošno vse, kar je povezano z površinsko obdelavo lesa. Jaz s področjem lesarstva sem se srečal popolnoma po naključju. Jaz sem začel svojo kariero kot mladi raziskovalec in srečam profesor dr. Franca Pohlevna, ki me je takoj navdušil in sem se pač odločil. Nikoli prej si nisem mislil, da bom kot kemik zajadral na področje lesarstva. Profesor Marko Petrič je bil pravzaprav v zadnjih 20 obdobjih oddelka za lesarstvo kar 4-krat predstojnik oddelka, kar pomeni izredno dolgo obdobje, in s tem je pravzaprav na oddelku pustil neizbrisen pečat, ki se manifestira na raziskovalnem in na pedagoškem področju. Predvsem zaradi tega, ker je ves čas spodbujal odličnost in želel od sodelavcev, da so temu tudi zares in srcem zavezani in tudi svojim delovanjem. Ko se je priključil naši katedri pred 2 desetletjema, zastavil oziroma zasnoval sodoben laboratorij za površinsko obdelavo, opremil ga je z vrhunsko opremo, z raznimi napravami za testiranje in potem zelo poglobil sodelovanje z lesno in pohištveno industrijo. V bistvu mene tukaj danes ne bi bilo, če ne bi bilo Marka Petriča, to lahko zagotovo rečem. Moj prvi doktorant, profesor dr. Humar, je bil odličen in pravzaprav je nadaljeval moje delo na področju raziskav bakrovih zaščitnih spojin na les. In sem bil strašno vesel, ker je zadeva prerasla v komercialne namene, bila je patentirana in tukaj je šlo za enega prvih pripravkov na svetu za zaščito lesa brez škodljivih kromovih spojin. Prinesel je k nam miselnost, da je za dobro raziskovalno delo potrebno sodelovanje. Odpiral nam je vrata na številnih inštitutih, kjer smo lahko izkoriščali opremo v Sloveniji in v tujini in nas povezal v mednarodno skupnost. Tako je pred 7-8 leti prvi na Univerzi v Ljubljani pridobil podoktorskega študenta v okviru evropskih projektov Marie Curie. Treba si je zgraditi mrežo, treba je postati prepoznaven preko svojih aktivnosti in potem so poti veliko lažje. Kar 5 doktorskih nalog se je tukaj upravljalo, pa tam nekje okoli 100 diplomantov zaključilo svoj študij, kar je kar lepa zavidljiva številka. Tudi recimo ta laboratorij bil močno vpet tudi sam proces testiranja, sodelovanja z industrijo in dejansko smo tukaj bili eni od priznanih laboratorijev tudi za IKEA. Pri študentih in mladih raziskovalcev se vedno trudim, da predvsem, da bi bili študentje, da se ne bi učili nekaj na pamet, da jih skušam prepričati v neko kritično mišljenje in pač en dober zgled. Samo modul elastičnosti ima višjo vrednost. Moram res povedati, da se je zavzel za moje diploma, kot se tudi zavzema za svoje predavanja, da ta res izpadajo zanimiva. Tudi pove kakšno anekdoto o kakšnih zanimivih poskusih, ko so jih delali. Tudi to, kar govori, pa implementira doma. Njegova predavanja so res zanimiva.
S študenti se rad pogovarja, jih spodbuja k kritičnemu razmišljanju, jih spodbuja tudi, da razmišljajo tudi izven lesarskega področja. Res me je veliko naučil, veliko smo v bistvu dali skozi takrat, veliko smo nenazadnje potovali po konferencah v okviru mojega doktorskega študija. Seveda smo tekom študija objavili tudi nekaj skupnih člankov. Ja, lesarstvo ima velike potenciale in velike razvojne možnosti. Tukaj moramo izpostaviti dve področji, ki sta zdaj izjemno aktualni, to je pa zeleni prehod in pa krožno gospodarstvo. Anekdota, ja, velikih je, samo katero izbrati. Nikoli nisem spoznal nikogar drugega, ki je bil sposoben vso svojo prtljago za teden, 10 dni spakirati v tako majhen kovček. Imel je torbo praktično, ki je nosil v rokah in je vse vedno nosil s sabo in je povedal, včasih si potem tudi kaj operem. V bistvu je neke vrste multipraktik, ko pridem pogosto k njemu v pisarno, on je sposoben meni odgovoriti na vsa vprašanja, hkrati pa vneto dela na računalnik in piše besedila. Te nagrade se ne sme gledati kot nekaj osebnega, individualnega in jo ne bi bilo moglo biti, če ne bi imeli tako odličnega kolektiva, tako odličnih sodelavcev. Moram povedati, da jaz vsako jutro z veseljem pridem na fakulteto, na oddelek za lesarstvo, ker pač imamo res dobre konstruktivne odnose in skupaj vlečemo tale voz naprej. Iskreno mu čestitam za nagrado, ki si vsekakor zasluži. In mislim, da ti bo Jesenkova nagrada dala nove energije in elana za nove raziskave in odlične rezultate. Marko, iskrene čestitke. Marko, hvala, ker si nas naučil to, kar danes vemo o raziskovalnem delu. Najlepša hvala za vse, kar si naredil zame, Marko. Se ti želim tudi osebno zahvaliti za tiste prepotrebne spodbude, ko smo postavljali katedro za kemijo lesa v obdobju, ko nam je bilo pravzaprav najtežje. Zelo sem vesela, da je Marko Petrič naš sodelavec.